Nogometaši Ketijemi in Pol Bistrica že dokazujejo, da je bilo dolgo in uspešno pripravljalno obdobje za nadaljevanje sezone zasnovano na trdih nogometnih temeljih. Uvrstitev ekipe med 8 v pokalu in velika prvenstvena zmaga v 18. krogu na domači zelenici proti Gorici z 1:0 pove, da so pred Bistričani še veliki izzivi. Ko zmagaš, je fajn in mislim, da je to za ekipo dobro, se lažje trenira in je pa res, da je treba iti iz tekme v tekmo, da je treba naslednjo tekmo se maksimalno pripraviti. Ta tekma je danes še ok, jutri je že pozabljena, nov dan, nova priprava za Beltinci in gremo v Beltince po zmago in napadamo vrh druge lige. 350 gledalcev, ki se je zbralo na tekmi z Gorico, so edini gol videli v 79. minuti. Po prekinitvi se je pred golom gostov najbolje znašel ruski napadalec Stanislav Krapuhin za vodstvo z 1:0. Na koncu je bil to zmagovalni rezultat, ki je šokiral Gorico, ki se bori za uvrstitev v prvo ligo Telemach. Bistričani pa so s 3 točkami sedaj 7 točk za vodilnim trojčkom, ki je zbral 36 točk. Če se osredotočimo na današnjo tekmo, kaj je po tvoje odločilo zmagovalca danes? Po mojem, naša borbenost, nismo popustili do zadnje minute, vidi se, da smo dobro pripravljeni in danes smo si zaslužili to zmago. Gorica je v Slovenski Bistrici v 90 minutah igre pustila dobro nogometno predstavo. Z morebitno zmago bi zasedla vrh lestvice glede na razplet ostalih srečanj. Vendar tudi od tega niso bili veliko oddaljeni. Za dosego tega cilja pa so zapravili preveč zrelih priložnosti. Večino tekme smo bili boljši nasprotnik, ampak mislim, da danes naša energija ni bila na želenem nivoju. To je težko igrišče, ki je pa pač za obe ekipe enako, ampak na koncu so se očitno oni boljš prilagodili kot mi. Kaj pomeni tale poraz 1:0 v Slovenski Bistrici in izguba 3 točk za nadaljevanje prvenstvenih obračunov? Nič, jaz mislim, da mi ne bomo delali nobene panike iz tega. Še zmeraj imamo več kot 10 tekem pred sabo in gremo tekmo po tekmo, vsako tekmo na zmago. Domači so v 6. minuti začeli s prostim strelom. Vse do 17. minute, ko so bili zopet nevarni igralci v rdeči športni opremi, je igra potekala med obema 16-metrskima prostoroma. Brez velikih tveganj na obeh straneh. V 18. minuti je domači vratar Erjavšek ponudil priložnost gostom. Minuto kasneje strel gostov čez gol. Vajo je nato na nasprotni strani ponovil Marsetič. Sledila je terenska premoč Gorice, katero je strelom potrdil Nejc Močnik in to v 36. minuti. 2 minuti kasneje Erjavšek uspešnejši od gostujočih napadalcev. 5 minut pred koncem prvega dela igre pa Ivijan Svržnjak z 20 metrov ogreva dlani gostujočega vratarja. Naša borbenost je odlučila tu pobjedu, nismo posustajali ni jedne minute i dok smo poveli smo nastavili igrati ko da je i 0:0, nismo im dozvolili nikakvu šansu da kreiraju kroz 90 minuta, tako da mislim da je zaslužena pobjeda. V drugem polčasu najprej v spredju strelom Luka Bolatović. Med 50. in 55. minuto je dvakrat poizkusil Krapuhin. Domači strateg je v 58. minuti v igro poslal Bračka in Horvata, ki sta še dodala kanček poživitve igre domače enajsterice. Vsaka menjava, ko pride notri, doda delček k temu, da na koncu lahko dosežeš to, kar si zamislil. Domači so po strelu Luke Marjanca žogo izbili z golove črte in tako preprečili vodstvo gostom. Tega bi lahko za domače v 71. minuti dosegel Svržnjak. V 79. minuti pa zmagovalni zadetek domačega srednjega napadalca. V zaključku tekme sta bila nevarna za gol še Tima Tavž za Gorico in strelec domačega gola Krapuhin. Že v naslednjem 19. krogu pa je v gosteh čaka vroča ekipa Beltincev. V sredo v pokalu smo začeli neko serijo, mi si želimo, da se ta serija nadaljuje čim dlje. Mislim, da si to zaslužimo glede naše igre, našo borbenost in upam, da se to vleče še
čim dlje. No. A isto tako i očekujem da ne izgubimo jer imamo niz od, mislim da 12-13 utakmica bez poraza. Še pred srečanjem 19. kroga pa jim bo žreb pokalnih kroglic dodelil nasprotnika v četrtfinalnem obračunu.